Dober dan, to je NN studio. Marsikoga v Sloveniji je dobesedno šokirala revidirana ocena rasti slovenskega BDP za leto 2022, ki jo je v minulih dneh objavil Statistični urad. Namesto 5,4 je gospodarska rast lani znašala 2,5 odstotka, kar nanese debeli 2 milijardi evrov proizvedenega manj. Presenečeni so gospodarstveniki in ekonomisti, tudi na vladi od Statističnega urada zahtevajo dodatna pojasnila, kako je to mogoče. Kaj ta šok pomeni za gospodarstvo, kaj za letošnjo rast in za javne finance, ki jih zaradi poplav čakajo izredno visoki izdatki, kaj lahko stori vlada. V studiu sta generalni direktor Statističnega urada Tomaž Smrekar, dober dan. Dober dan. Glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc, dober dan, dobrodošli. Dober dan. Prek video povezave pa je z nami tudi makroekonomist, profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, ki trenutno gostuje na profesuri v Hamburgu, dr. Rok Spruk. Dober dan tudi vam. Lep pozdrav. Začneva pa midva, gospod Smrekar, takšne razlike med prvo in revidirano oceno rasti BDP v Sloveniji še ni bilo. Običajno je znašala tam 0,1 odstotne točke, v nekaj letih tudi malo več kot 1 odstotno točko, recimo v koronskem letu 2020 ste jo popravili za 1,3 odstotne točke navzgor, letos pa za skoraj 3 odstotne točke navzdol. Vaš odgovor je še eno posebno leto, negotovost, nismo imeli dovolj kakovostnih podatkov, ampak vseeno. Kako je mogoče, da je ta razlika tako velika? Strinjam se z vami, da je to presenetljiva stvar. Tudi nas je presenetil, ker podatki po četrtletju, ki smo jih izračunavali, pač niso kazali tega. Zdaj, dejstvo je, mi od leta 2003 delamo po popolnoma enaki metodi. Večinoma smo imeli vedno pod 1 odstotno točko razlike, v 3 primerih pod 2 odstotnima točkama, letos pa tako. Zdaj, dejstvo je, da je bilo lansko leto na gospodarskem področju posebno, in da preprosto nismo imeli dovolj podatkov, da bi vse te posebnosti lahko zaznali s podatki. Morali smo delati ocene, kot jih delamo običajno, ocene, kot jih delajo vsi statistični uradi po Evropi, in zaradi pomanjkanja teh natančnih, detaljnih podatkov smo precenili gospodarsko rast. Tudi vlada vas je zdaj pozvala, da v čim krajšem času celovito pojasnite razloge in ugotovitve, zakaj je do tega prišlo. Boste to storili, torej dodatno pojasnjevali? In kako v bistvu razumete ta poziv? Morda kot nekakšen prvi korak k vaši razrešitvi? To bomo seveda storili. Mi imamo interen rok, da bomo do poldne v ponedeljek to pripravili. Zdaj, jaz razumem to, da so podatki tako pomembni, da je treba poznati vse ozadje, ne. Tako da pozdravljam to, da razčistimo situacijo, tudi da ima SURS možnost danes v vaši oddaji predstaviti. In to je to, no. Zato, ker če govorimo o tem, da so podatkovne osnove za te četrtletne podatke v izrednih situacijah šibke, potem pa moramo po drugi strani reči, da te podatki, ki jih kasneje dobimo, torej časovno kasneje, ko naredimo že prvo predhodno oceno, te podatki so pa zelo zanesljivi, in tudi zaradi zanesljivosti teh podatkov pač lahko z gotovostjo trdimo, da je razlika taka, kot je. In kljub vsemu bi tle poudaril, da so naši podatki pregledovani s strani Eurostata, da v zadnjih letih ni bilo nobenih pripomb, tudi do sedaj nismo mi dobili nobenih pozivov z Eurostata, naj bi pojasnili kakšne stvari. Eurostat tudi občasno ima misije v Sloveniji povezane z nacionalnimi računi
In stopna tveganja za zanesljivost slovenskih podatkov o bruto domačem proizvodu je nizka. To nima veliko držav nizke stopne tveganja. Je pa ravno zato, ker imamo zelo dobre potem te podatke, ki jih dobimo maja, zaključni računi, to so letna poročila, in tudi iz teh podatkov smo mi dejansko videli, kje smo pač pri ocenah bili netočni v četrtletnih podatkih. Ne vidite pa teh pozivov vlade, kot sem vprašal, kot nek prvi korak vaše razrešitvi, so morda kakšni pritiski prihajali strani vlade v tem tednu, v tem času, ste kaj takšnega doživeli? Ne. Ne, mislim, tle je treba zelo jasno povedati, da na nas ni pritiskov. Nikoli ni bilo, to s polno odgovornostjo trdim. Tako da tudi po zakonodaji, po slovenskem zakonu o državni statistiki, po evropskem zakonu o državni statistiki smo mi strokovno neodvisni. In moram reči, da v Sloveniji to neodvisnost udejanjamo z lahkoto, brez problema. Tudi v tem tednu je ta sklep vlade, ki smo ga videli včeraj, ampak to je to in mi seveda bomo pripravili zelo izčrpno poročilo, ker se bo lepo videli, kaj se dogaja. In ni bilo poziva k odstopu, niti ne boste tega naredili, če to razumem. Ne. Gospod Ivanc, vi ves čas v bistvu pregledujete te podatke sproti, če tako rečem, a ste pričakovali, da bo rast na koncu tako nižja in ali morda vidite še kakšen razlog, poleg teh, ki jih je navedel že gospod Smrekar? Torej, res je, analitika GZS je aktiven uporabnik statističnih podatkov. Rekel bi, da verjetno je UMAR, Banka Slovenije, sta ena izmed še bolj intenzivnih, ampak seveda tudi naš oddelek dejansko dnevno spremlja ključne podatke, ki so relevantni za gospodarstvo, in seveda pač tudi podatki o gospodarski rasti za nas so zelo pomembni, tako da mi jih pregledujemo na četrtletni ravni, pregledujemo ocene in seveda, koliko četrtletne ocene že po četrtletjih kaže relativno na visoko rast, potem seveda tudi naša napoved za aktualno celo leto sledi nekako tem aktualnim podatkom. Torej, po domače povedano, če smo recimo že v lanskem letu v prvih 3 četrtletjih imeli recimo potencialno visoko rast, je seveda tudi bila naša celoletna rast precej blizu tisti iz prvih 3 četrtletij, kljub temu, da smo v zadnjem četrtletju medletno seveda pričakovali upočasnjeno rast zaradi same energetske krize. Torej, kar pa lahko tukaj rečem je, da spoznali smo, da v bistvu strižejo podatki, torej na četrtletni ravni, s tistimi pri gospodarskih družbah, ki so bile objavljene v mesecu maju se strani AIPES-a, namreč te letni podatki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov so nekako dodatna vhodna informacija v letno oceno bruto domačega proizvoda. In ko smo nekako videli te podatke in jih uparili nekako porasti z nacionalnimi računi, smo pač videli, da dejansko 2 milijardi evrov je bila verjetno rast previsoka, rast dodane vrednosti, nominalne dodane vrednosti. Ne? In posledično sem tudi jaz takrat napisal en članek aktivno v Delu, ker sem se sam spraševal, nisem bil seveda prepričan čisto v svoje razmišljanje, ampak sem ga nekako delil za splošno javnostjo, morebiti je pa tukaj nekako nastala napaka. In potem, ko sem šel zopet zelo malo globje pogledati, kje je nastala, torej poznamo 3 različne metode merjenja bruto domačega proizvoda. Najbolj znana javnost je izdatkovna, druga je proizvodnja. Predvsem po izdatkovni ravni me je presenetila ta revizija, namreč običajno so revizije, kada so nekoliko bolj izrazite, povezane z revizijo pri zalogah ali pa pri investicijah v osnovna sredstva. Torej, največkrat je na tem delu obstaja neka revizija. Tukaj pa dejansko je bila na potrošnji gospodinjstvu zelo visoka revizija. Nekako realna rast potrošnje gospodinjstva je bila 2/3 nižja od prve ocene. In to dejansko je zelo velika razlika. Torej, še vedno je bila realna rast potrošnje gospodinjstva okoli 3%, dobre 3%, in to veste, je glavni del bruto domačega proizvoda, predstavlja 52% bruto domačega proizvoda. In v bistvu to nam pa je nekako logično. Veste zakaj? Ker lansko leto smo imeli visoko inflacijo, realni dohodki so upadali. In da ti vidiš eno leto, ko realni dohodki upadajo, pa imaš zelo visoko, predhodno 9% realno rast potrošnje gospodinjstv, so to zelo velike škarje, ki jih povsem ne pojasni razlika v padcu naklonjenosti varčevanja gospodinjstv. Namreč, kot zanimivost,
kljub temu, da se realni dohodki znižujejo, lahko gospodinjstva povečujejo zasebno potrošnjo s tem, da znižujejo svoje varčevanje ali pa prihranke. To vemo, se je precej zgodilo v letu 2021, ko so ljudje nekako svoje prihranke iz leta 2020 izkoristili, ko se seveda niso privoščili turističnih prostočasnih dejavnosti zaradi same pandemije. In v letu 2022 dejansko smo videli seveda tudi, da je potrošnja gospodinjstva padla, ne pa seveda toliko. Tako da dejansko te zadnjih podatki, ki pa so bili dejansko objavljeni, so pa nekako logični, ampak vseeno, ta moč revizije je bila izjemno močna, kot rečeno, najbolj je v bistvu temeljila na negativni reviziji v bistvu potrošnje gospodinjstv, pa tudi v bistvu je bila nižja revizija investicij v osnovna sredstva in pa tudi nekoliko nižja je bila rast potrošnje države, medtem ko zanimivost, višja je bila pa ocena neto menjave s tujino, torej v bistvu ocena rasti izvoza je bila nekoliko višja, ocena rasti uvoza nekoliko nižja, tako da nekako prispevek mednarodne menjave je pa celo bil nekoliko bolj pozitiven, kot smo predtem pričakovali. Profesor Spruk, se strinjate s tem, kar ste pravkar slišali, se vam zdijo vzroki za to izjemno razliko verjetni? Je res lahko na netočnost ocene vplivala tudi inflacija in kako? Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Se pravi, mnenju mojih predhodnikov oziroma sogovorcev bi se seveda pridružil. Zdaj, če mi gremo pogledati, kakšna je bila trajektorija oziroma dinamika rasti, bodisi na četrtletni ravni, bodisi na letni ravni, po letu 2019-2020 smo ob predrevizijski stopnji rasti lahko ugotovili, če smo šli zdaj narediti dekompozicijo poslovnega cikla v dolgoročno in kratkoročno komponento. Da bi imela Slovenija ob lanski, pač nekaj nad 5% stopnji rasti, bi imela eno izmed najvišjih proizvodnih vrzeli v evroobmočju, glede na bruto domači proizvod. To je seveda se pač izkazalo, tako kot sta že pred sogovornika tudi izpostavila, preko tega, da realni indikatorji oziroma paralelni indikatorji bruto domačega proizvoda, tukaj govorimo predvsem o reportiranih in dejanskih dohodkih gospodinjstva, so nakazali seveda stagnacijo dohodka. Zaradi tega pač se je meni osebno zdela pač lanskoletna stopnja rasti, se pravi ta pred revizijo izredno visoka. To pa predvsem zaradi tega, ker kazalniki, kot so skupna faktorska produktivnost, se pravi tako imenovani solo rezidual, ki nam meri, kakšen je prispevek tehnološkega napredka k gospodarski rasti, v Sloveniji že 2 leti in pol stagnira. Kakorkoli merimo mesečna raven, četrtletna raven ali celo letna raven. Se pravi, strani realnih indikatorjev smo v bistvu ugotovili nekaj, kar je zdaj ta revizija pokazala. Zaradi tega je pa seveda tudi potrebno povedati, da kakršnikoli pritiski vlade na neodvisne agencije, kakor je pač statistični urad, absolutno nedopustni. Ta revizija pač je kvečjemu pač pokazala, da je na eni strani energetska kriza, na drugi strani tudi ostali cenovni šoki in pa predvsem pač seveda pač vladne politike, ki so bile in še vedno pač so izrazito ekspanzivno naravnane, tudi če pač upoštevamo oziroma pač vzamemo obdobje pred to katastrofalno naravno nesrečo, ki je doletela Slovenijo. Se pa moramo vprašati, ali je multiplikator državnih izdatkov dosegel želeno raven, se pravi, ali je BDP se povečal za 1 evro v odziv na 1 evro povečane državne porabe. In tukaj mi ugotovimo, če gremo oceniti multiplikator državne porabe, v zadnjih 2 letih, da je ta multiplikator blizu ničle. Se pravi, da nas visoka stopnja rasti pač ne more presenetiti. Povem tudi to, da pač vsa ta državna poraba se ni reflektirala v dvigu zasebne potrošnje, kjer smo videli, da je prišlo seveda do največje revizije. Vprašanje je zdaj, kaj seveda pač narediti. Treba je jasno pogledati, kakšna je bila efektivnost vladnih politik in pa predvsem to zdaj seveda, kakšni so naslednji koraki z vidika pač snovanja ekonomskih politik. Par nas ekonomistov nas je že opozarjalo, da so bili koraki, ki jih je vlada ubrala v smeri izrazito ekspanzivno usmerjene fiskalne politike, preuranjeni, predvsem zaradi tega, ker očitno smo imeli tipični učbeniški primer inflacijskega pregrevanja samega gospodarstva. Zdaj seveda strošek tega pa je, tako kot smo pač recimo videli zdaj, da smo imeli v zadnjih 2 letih izrazito tudi nadpovprečno rast deleža javnega dolga v bruto domačem proizvodu,
In zdaj seveda to pomeni, da pač vsi nadaljni državni izdatki, če se bo pač vlada jih nadaljevala, bodo šli pač v smer, da se nam bo pač breme financiranja dolga izrazito povečalo. Je pa seveda tudi potrebno povedati še zraven dve stvari. Se pravi, na eni strani, da, kot sem že povedal, te revizije je treba imati skrajno resno. Jaz sem bil presenečen, da vlada zahteva dodatna pojasnila od statističnega urada, ker kot je že kolega oziroma sogovornik povedal, veste, kdo se spozna na statistično reportiranje, tudi tisti, ki pač kakšne nove statistične tehnike razvijamo, pa vemo, da je to podvrženo standardom vsaj znotraj Evropske unije zelo, zelo visoke kakovosti. Tako da bi prišlo tukaj do neke statistične anomalije ali si diskrepance skoraj neverjetno. Nam pa pove seveda to dosti o tem, pač kakšen je dejanski strošek, v smislu izgubljene gospodarske rasti, na eni strani se pravi preveč prociklično, ekspanzivno naravnane fiskalne politike. In tega pač se morajo pri nas snovalci politik zavedati, da pač ni potrebno zdaj iskati grešnega kozla v neodvisnih agencijah, kot je Statistični institut, ampak raje pogledati sebi v ogledalo in evalvirati, se pravi dejansko učinkovitost ali pa pač pomanjkanje učinkovitosti teh ekonomskih politik, za katere pa seveda vemo, da so nam privedle do visokega javnega dolga in da je v primerjavi z drugimi evrskimi državami, se pravi makroekonomska prognoza za obdobje 2, lahko celo 3 let bistveno slabša. In brez gospodarske rasti in pa predvsem seveda brez rasti produktivnosti dela, za katero mi že vemo, da že 6 ali 7 let stagnira v primerjavi z jedrno Evropsko unijo, se pravi EU15, brez te rasti produktivnosti se ne obeta popolnoma nič dobrega. Gospod Smrekar, ne samo to, da vlada pričakuje dodatna pojasnila, pričakuje tudi, da pojasnite, ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu. Kakšen bo torej ta vpliv? Zdaj o številkah ne morem in tudi ne smem govoriti, ker imamo protokole na Statističnem uradu, da vsi uporabniki dostopajo do informacij istočasno. Tako da številke bodo objavljene 29. septembra. Jih tudi vlada torej zdaj še ne bo dobila, če prav razumem? Ne, dobili bojo pojasnila to, kar bom v bistvu tudi vam pojasnil. Zdaj, kot je že sogovornik rekel, tle gre za metodološke standarde EU-ja, mednarodne organizacije, IMF-a, tako da standardi so odlični. In po teh standardih, te standardi sledijo po eni strani, da bi bili podatki čim hitreje objavljeni, ker so tako pomembni. Po drugi strani pa že ob objavi predvidevajo revizije, ker se ve, da ni vseh podatkovnih virov na takem nivoju, da bi neke zanesljive ocene že, ali pa zelo zanesljive ocene lahko takrat dajali. Tako da predvideni postopki z metodologijo so, da bomo mi te kvartalne podatke za lansko leto glede na rezultate letne revizije pač posodobili. In te podatki bodo objavljeni, to je en del zgodbe, drug del zgodbe pa je, sredi novembra bomo objavili 3. četrtletje letošnjega leta in spet metodologija predvideva revizije tudi za predhodna četrtletja, ko je na razpolago več podatkov. Zdaj vemo, da bo več podatkov, tudi te podatke, o katerih danes govorimo, so vhodni podatki, tako da vse to bo upoštevano. Kaj pričakujete vi, gospod Ivanc, v povezavi s tem? Najbrž ste vi lahko malo bolj konkretni. Jaz bom kar zelo konkreten. Jaz dejansko pričakujem pozitivno revizijo realne in nominalne rasti. V prvem polletju po naših okvirnih izračunih je bila realna rast, oziroma po Sursovih podatkih okoli 1%, realno, nominalno mislim, da je bila okrog 5, 6, tako da jaz tukaj pričakujem, da bo pozitivna revizija, torej da se bo pokazalo, da je bila rast v Sloveniji še nekoliko višja. Kaj so ključni razlogi? Še vedno vidimo, so določeni indikatorji v storitvah gradbeništva, ki so bili v prvem polletju še vedno relativno močni.
V industriji se je sicer situacija nekoliko slabšala, vsaj kar se tiče industrijske proizvodnje, ampak smo vsaj nekako izgubili malo korelacijo med industrijsko proizvodnjo in pa dodano vrednostjo. Torej v nekaterih dejavnostih celo industrijska proizvodnja upadla, pa dodana vrednost zrasla. Tako da to so recimo določene elementi, ki me navdajajo z veliko verjetnostjo, da bo revizija pozitivna. Na drugi strani pa vseeno ne moremo mimo tega, no, da vsaj te podatki za julij, avgust, katerim smo priča sedaj, so pa relativno šibki, pa tako, to velja tako za Slovenijo, kot dejansko za območje evra oziroma Evropsko unijo. In v bistvu tudi, če bo ta revizija potem pozitivna, bo dejansko pokazala, da bo v tretjem četrtletju verjetno medletna rast nižja, kot pa bo v prvih 2 četrtletjih letošnjega leta. Profesor Spruk, ni pa bilo ob tem, ko so bili mnogi v Sloveniji presenečeni, ni bilo pa neke vidne reakcije trgov in bonitetnih hiš, tudi zahtevani donos na državno obveznico ni poskočil nasprotno, vsaj ne še. Ali to pomeni, da to ni vznemirilo mednarodne javnosti? Veste, mednarodne bonitetne hiše, se pravi ta velika trojka ali katerikoli pač analitični oddelki, bodisi centralnih bank, bodisi drugih inštitucij, njih zanima seveda bolj to, ali gre za tranzitoren, se pravi prehoden, ali gre v bistvu za nek bolj permanenten pojav. Zdaj, kolikor bi finančni trgi zaznali, da se nam je to v bistvu nam indicira neko strukturno spremembo v trajektoriji rasti bruto domačega proizvoda, ki je seveda pač slaba z vidika vzdržnosti financiranja pač obstoječih dolžniških bremen, potem bi seveda zelo hitro prišla revizija, se pravi revizija navzdol. Zdaj, dokler je ta makro outlook, se pravi ta prognoza seveda še relativno stabilna, dokler je tukaj še neka negotovost glede revizije, se pravi, kakšna bo dejansko realizirana stopnja in istočasno, kakšni so seveda pač obeti za bodoče, ni pričakovati neke hujše reakcije. Kolikor bi pa videli, se pravi, nam bi pa strukturni model, ki ga ocenjujemo in preko katerega seveda mi vidimo, kakšen je zdaj seveda pač odziv ključnih makroekonomskih agregatov, se pravi na revizijo rasti bruto domačega proizvoda. Tukaj radi uporabljamo tako imenovane impulzne responsivne funkcije z dinamičnim multiplikatorjem in okolikor bi videli, da je odziv, se pravi, da je ta efekt več kot 3 četrtletja ali celo več kot 1 leto na četrtletni osnovi negativen in vztrajen, takrat je pa zelo verjetno, da bi mednarodne bonitetne hiše reagirale in makroekonomski outlook, se pravi obete Slovenije znižale tudi s prilagoditvijo bonitetne ocene. Moramo pa tudi tukaj vedeti, da omenili kolega in sogovornik je omenil tudi to, da so slabi obeti v evroobmočju. To nas ne sme presenetiti. Ne sme nas pa presenetiti predvsem zaradi tega, ker je v zadnjih 2 letih, se pravi Evropska unija in Evropska komisija in tudi države članice glede marsikaterih pač ekonomskih politik skrenila v bistvu s tiste poti, ki zagotavlja v bistvu trajno, vzdržno in relativno solidno gospodarsko rast. Evropska unija je, kako bi rekel, del sveta, kjer ne poznam drugega dela sveta, kjer bi imeli v veljavi več kontraproduktivnih zelenih politik, ki seveda pač samo povečujejo stroške financiranja elektroenergentov, se pravi ostalih energentov in seveda to, kolikor so stroški inputa visoki in vztrajajo, to seveda niti za industrijsko proizvodnjo, niti za dodano vrednost ni nobena nikakršna dobra novica. Zato nas v bistvu pač in istočasno imamo tudi tukaj še dejavnik rapidno starajoče se populacije, ki je zelo prisotna v Evropski uniji. Slovenija je po dinamiki staranja prebivalstva številka 2 ali 3 v Evropski uniji, skupaj z Grčijo in Portugalsko. In to seveda pač fiskalno vzdržnost financiranja javnega dolga samo še poslabšuje. Tako da je samo vprašanje časa, kdaj bodo na te neugodne, bodisi javnofinančne in tudi negativne demografske trende tudi reagirali mednarodne bonitetne agencije. Kdaj bodo, gospod Ivanc, kaj pravite? In kako to, da zdaj niso še? To je res stvar za finančne trge. Jaz sem delal v preteklosti finančni industriji in verjemite mi, da napovedovanje razmer na obvezniškem trgu v prihodnosti je enako povezano z precej večjimi negotovostmi, kot je pa napoved gospodarske rasti, mimogrede. To je odvisno od več dejavnikov. Stroški zadolževanja so v prvi meri odvisni od v bistvu, kakšne so nekako obrestne mere, kakšna je nekako netvegana obrestna mera
pomembno je tudi, o katerem delu krivulje se pogovarjamo, o kratkoročnih stroških zadolževanja, ki so trenutno zelo visoki za države zaradi politike ECB, ali o dolgoročnih, ki so še vedno nekoliko nižji od kratkoročnih, zaradi tega, ker se pač pričakuje, da je to začasnega pojava, torej ta politika ECB, da bo slej ko prej ECB tudi s časoma zniževala to srednjo obrestno mero. Kako bo dejansko s tem, bo zelo veliko v prvi meri odvisno od gibanja inflacije v območju evra. Namreč Evropska centralna banka določa monetarno politiko na nivoju celotnega območja evra, torej vseh 20 držav. In seveda, vkolikor ena država močno odstopa in ta ni sistemska, bo seveda Evropska centralna banka se odločila za politiko, ki pač ustreza nekemu povprečju. Z tega vidika, kar je tukaj pomembno, da odgovorim kar direktno vprašanje, jaz sem si pogledal podatke na obvezniških trgih po objavi, torej ali so se stroški zadolževanja za Slovenijo kaj povečali in pa ali so se te stroški zadolževanja povečali bolj ali manj, kot so se za Nemčijo. Uporabil sem pogled na 10-letno slovensko obveznico, primerjal razliko v stroških zadolževanja med Slovenijo in Nemčijo in prišel do zanimivih zaključkov. Prišel sem do zaključka, da se dejansko rahlo dvignila v bistvu obrestna mera na 10-letni dolg za Slovenijo nekje na 3,4%, medtem ko zanimivo se je razlika do Nemčije, torej stroški zadolževanja do Nemčije, pa se pa celo nekoliko znižal in sicer zgor na 85 bazičnih točk napram Nemčiji, torej po domače povedano za 0,8, 0,9 odstotne točke plačujemo tržno gledano več na svoj 10-letni dolg, vkolikor bi ga izdali napram Nemčiji. Jaz mislim, da trgi v bistvu niso tako osredotočeni na to revizijo BDP. Problematično bi bilo, če bi dejansko bila velika revizija pri dolgu ali pa primanjkljaju, kljub temu, da seveda to vpliva tudi na dolg in pa primanjkljaj, ki jih dejansko trgi merijo v relaciji na BDP in nekako z nižjim nominalnim BDP-jem se dejansko povečuje fiskalni deficit v BDP-ju in pa dolg v BDP-ju, ampak še vedno je javni dolg pri 70% BDP-ja s trajektorijo padanja v prihodnosti. Jaz sem dejansko, je naša služba tudi v bistvu kontributor za Focus Economics Eastern Consensus, kjer so številne neodvisne inštitucije, ki nekako isto napovedujejo Sloveniji gospodarsko rast, gibanje javnega dolga in pa primanjkljaja in tam dejansko ni bilo v zadnjih mesecih nekaj sprememb, nekaj negativnih sprememb, trajektorija rasti in gibanj so še vedno relativno ugodne. Ja, kar ste omenili, torej se je povečal dolg države z 69,9% BDP na 72,3%, primanjkljaj pa na 3,1%. Je še kakšen bistven podatek, na katerega to znižanje vpliva, gospod Smrekar? Ne bi mogel odgovoriti. Če gremo morda, profesor Spruk, še k sanaciji po poplavah, saj nekako ste to že prej omenili, vemo, da bo potrebno ogromno denarja za to sanacijo, da se bo morala država še bolj zadolževati, da se prihodnje leto vrača tudi fiskalno pravilo. Ali v luči vsega tega za Slovenijo pričakujete težave in če da, kakšne? Ja, odvisno, tukaj sta težava financiranja stroškov obnove je pogojena z dvema dejavniki. Se pravi, prvi je dejavnik je dejansko ocena škode. Tukaj nekje zdaj vidimo, da so prve intervalne ocene med 5 in 6 milijard evrov. Zdaj, verjetno bo ta škoda seveda še večja, odvisno tudi, kako jo kvantificiramo. Vprašanje je, ali smo pri škodi tudi upoštevali indirektne stroške, se pravi začasne izpade iz ponudbenih verig, motnje prometa, prometnih povezav in tako naprej. Težava, ki bo pa tukaj predvsem nastala, je pa ta, da zaradi povečanja javnega dolga, kot je bilo pa že omenjeno, se pravi na 72% bruto domačega proizvoda, je fiskalna kapaciteta vlade za poseganje po ali rednih ali izrednih proračunskih sredstvih, se pravi v okviru tekoče porabe ali v okviru rebalansa, relativno slaba. To je seveda posledica preteklih politik, ki so privedle do tako strmega povečanja deleža dolga v bruto domačem proizvodu. Težava tukaj bi seveda bila lahko deloma omiljena, se pravi težava, da ne bomo zdaj v prihodnjih letih na račun tega akumulirali visokih proračunskih primanjkljajev, ki nam bi v bistvu seveda javnofinančno stabilnost lahko resno zamajali, je pomembno, se pravi, da vlada tudi tukaj poišče druge vire, ki so na razpolago. Eden izmed teh virov seveda, če gledamo retoriko, vidimo, da vlada se zelo rada zanaša na pomoč iz evropskih sredstev. Sredstva, ki so v Sloveniji dosegljiva, so sredstva, ki so potencialno dosegljiva.
ne, se pravi, če se dobro črpajo. Ne. Slovenija je pri seveda hitrosti in učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, nažalost, uvrščena med najslabšimi državami v Evropski uniji. Drugi vir sredstev je pa seveda tudi to, da vlada ne bo mogla se samo zanašati na povečanje davčnih obremenitev, bodisi preko solidarnostnega prispevka, bodisi preko splošnih davčnih stopenj pri dohodnini, ne, ampak bo mogla v bistvu radikalno, se jaz bojim, prestrukturirati svojo davčno politiko. Ne. Se pravi, to pomeni, da namesto obdavčitve dela in kapitala, ne, ki ima visoke stroške z vidika izgubljene učinkovitosti, ne, in tudi upada rasti produktivnosti, bi bilo bolj smiselno, da del teh sredstev v proračun, se pravi, priteče preko potrošnih davkov. Ne. Tukaj bi lahko razmislili o dodatni obdavčitvi, ne, oziroma uvedbi trošarin na sladke pijače, na alkohol, ne, na hitro hrano, se pravi nekaj, kar povzroča visoke stroške javnemu zdravstvenemu sistemu, in istočasno, da bi razbremenili obdavčitev dela in kapitala, ne. Zato, ker okolikor seveda bo obdavčitev visoka, se lahko zgodi, da bo priliv v fiskalno blagajno manjši od pričakovanega, ne, zaradi standardnih razlogov, ki jih poznamo. Ne. Se pravi, visoke davčne stopnje ne vplivajo pozitivno niti na zasebno potrošnjo, ne, kaj šele na investicije v osnovna sredstva. Ne. In zdaj seveda druga stvar, drugi kanal, preko katerega je pa potrebno omiliti, ne, strošek sanacije poplav, je pa ta, da se vlada bolj zanaša na mednarodna sredstva. Ne. Tukaj vidimo, da je zelo, kako bi rekel, živi v konfinah, ne, se pravi v omejitvah Evropske unije. Ne. Dobro bi bilo, recimo, da bi povabila k obnovi mednarodne investitorje, ne, države, ki imajo nepovratna sredstva za pomoč, ne, tukaj govorimo o Turčiji, o Savdski Arabiji, ne, o Indoneziji, ne, Avstraliji, Novi Zelandiji, ne, in seveda v zameno za to bi lahko tem državam ponudili neke preferenčne bilateralne investicijske pogodbe. Ne. V nasprotnem primeru pa seveda se bojim, da veste, financirati 6 milijard evrov je zelo, zelo, zelo težko. Ne? Ob tem, da vi istočasno ne poslabšujete ekonomske učinkovitosti za uvedbo dodatnih davkov. Ne? Zdaj seveda zgolj uvajanje novih davkov in istočasno s povečanje državne porabe, ne, nam bo lahko ustvarilo zelo slab učinek, se pravi na eni strani na javne finance, na drugi strani pa tudi na same obete za bodočo gospodarsko rast industrijske proizvodnje in tudi, kar je pomembno, tudi za rast zasebne potrošnje. Gospod Ivanca, vi pričakujete morda tudi za kakšne posledice, ki bi jih lahko čutila slovenska podjetja zaradi te nižje številke BDP za lani? Tako govorimo o neposrednih posledicah, ki bi jih lahko čutila. Dobro, poglejte, če pogledam malo v preteklosti, takrat so imela podjetja v preteklosti pri veliki finančni krizi težave zaradi splošne tveganosti same države Republike Slovenije in so zaradi tega v bistvu izgubljali določene posle ali pa so bili kupci nenaklonjeni podpisu dolgoročnih dobaviteljskih pogodb. Trenutno vsaj temu ne kaže, spremljamo pa tudi mi stalno tudi obvezniške trge, da vidimo, kako se Slovenija uvršča glede na druge članice države EU po stroških zadolževanja. Tako da to je tisti fokus. Mislim, gledati, kaj bo kakšna bonitetna agencija določila, je z mojega vidika povsem nepomembno. Zakaj povsem nepomembno? Ker vedno v bistvu zadeve analizirajo z večmesečnim zamikom. Za njih nismo core država, za njih so core države večje države, ki imajo večje obvezniške trge. Ne pomeni pa to, da se ne bi kakšna bonitetna agencija recimo zdaj zmislila in bi želela tukaj narediti iz tega malo večjo, v narekovajih, sceno. Ampak tukaj bom jaz kot ekonomist zelo objektiven do javnih financ, do same makroekonomske slike in bom argumente soočil, kolikor bo to potrebno v korist naše države. Gospod Smrekar, za konec, ali boste ali načrtujete na SURS-u izboljšavo orodij, ki jih imate za izračune rasti BDP, da se takšni šoki ne bodo več dogajali in če da, kako konkretno? Dejstvo je, da se zadnje dni smo o tem zelo veliko pogovarjali. Odločitev je, da bomo naredili strokovni neodvisni pregled. Tako da vidimo še, ne vem, out of the box, kako nekdo drug na to gleda. Seveda tle je problematika virov in nas bo tudi zanimalo, kako na obstoječe vire vis-a-vis kakšnim drugačnim dopolnjenim virom gleda še kdo drug za razliko od nas. Moramo se pa zavedati, da seveda viri so obremenitev za tiste, ki poročajo podatke. Recimo za gospodarstvo je seveda
minimalno obremenitve nalagamo gospodarstvu. Ne. To je pomemben faktor, tako da mi nimamo tle v bistvu prostih rok, da bi se zmišljevali in šli v neke velike akcije. Ampak da, mi bomo poskušali izboljšati stvari, ne glede na to, kot sem rekel, da pregledi Eurostata niso nakazovali problemov. Jasno pa je, da se soočamo vedno v več letih s krizami in te krize seveda generirajo probleme pri zgodnjem ocenjevanju BDP-ja. Torej smo kaj, gospod Ivanc, odvisni od tega, kako krizno je kakšno leto, ali lahko še kaj naredimo sami? Jaz bi mogoče vseeno tukaj se samo vrnil na predhodno vprašanje za dr. Smrekarja. GZS ima številne ljudi v statističnih sosvetih, kjer nekako aktivno sodelujemo s predlogi glede metod statističnega zbiranja podatkov, morebitnih sprememb. In tudi naprej zagotavljam, da bomo še naprej aktiven, produktiven kader. Mi dejansko skrbimo za to, da poskušamo čim manj v bistvu poročevalske enote nekako obremenjevati. Na drugi strani pa vedno obstaja neko razmerje med obremenjevanjem in pa kakovostjo podatkov. Tako da ta v bistvu balans je težko najti, je pa res z določenimi, z digitalizacijo poslovanja, recimo bom povedal primer, digitalni števci pri porabi električne energije so omogočili, pogledajte, zelo zanimiv kakovosten vir podatkov o gibanju porabe električne energije, ki zopet meni kot makroekonomistu zelo močno služi, da lahko na podlagi tega nekoliko bolje ocenjujem trende v predelovalni dejavnosti, pa tudi v številnih drugih dejavnostih. Tako da tukaj napredek se dogaja zaradi tehnologije in tudi naprej mislim, da bo statistični urad lahko temu sledil in statistični sosveti so temu namenjeni. Bi k temu kaj dodali, gospod? Ja, seveda. Potrdil bi to, kar se dogaja, torej zelo intenzivno sodelovanje, balansiranje tega obremenitve napram temu, kaj lahko dobimo in pa seveda te nove tehnologije. Tle smo zelo zmanjšali bremena in mi imamo v tem trenutku v razvoju 40 razvojnih projektov in velika večina od teh se ukvarja prav s temi novimi tehnologijami. Tako da, ja, tega se zavedamo in smo tudi že zelo aktivni, ne vem, že ne 5 let, zelo aktivni na tem. Bomo seveda z zanimanjem spremljali ta razvoj, še z večjim zanimanjem pa naslednje podatke, ki jih boste objavljali. Za danes pa spoštovana gosta v studiu, gospod Ivanc, gospod Smrekar, najlepša hvala, da ste bila z nami. Prosim. Najlepša hvala pa seveda tudi profesorju dr. Roku Spruku in lep pozdrav v Hamburg. Hvala lepa za povabilo. Srečno. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Ko bodo prišli naslednji podatki, ki nas bodo vse zanimali, jih boste seveda lahko našli na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.